Dobrodošli na vlogo. Ta teden sem začela snemati, ko sem šla domov, tako da najprej so klipi od doma iz Koroške, preostali del pa je spet tu nazaj v Ljubljani. Tako da uživite v vlogu. A ti že greš veterinarjo? A boš sam načel? Mjokec ti mjokec. A boš sam šel nad? Oprosti mi. Oprosti. Oprosti. Ne? Oprosti, Miško. A si bliden. Lej, kak si bliden ti. Si ni kaj. Si bliden. Ja, pa kje pa si, ja, lej, ja. Si bliden. Ja, Zivjo. Ja, kje si ti? Priden ti. Plešast je okolo šest, ker je imel garje. Gospodič moj. Aj. Evo moje zaprašene smučke. Lani nisem smučala, tako da so malo prašne. Dobro, bom jih kar dan stala v avto, da ne bi zjutraj zgodaj imela delo. Evo, te smučke. Evo, sedeže sem potrla. Evo, tako. Evo, ura je 6:30. Jaz grem čaj in zakuhano vino. Moram pa natočiti tudi te flaše. To si bom dala pa še zeleni čajnet, ker ga nisem spila, da ne bom lulala vsakih 5 minut. Wow, točno sem spila. I had a feeling you'd come back and stay from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something different from back then. Why don't we go. Jaz sem ready. Zgledam ful zaspana, ker sem. Zdaj moram pa iti pobrati sestrično in gremo. Ful je megla, tako da upam, da je na vrhu nebo. Pa tako na telefonu zgleda ful boljš, ko je v resnici. Wow. A so vam že jemali kdaj? Ne. Kar nazaj, vse najdemo, to je fajn. Čim bolj sprosteni vodite. Dihate skozi usta, program skozi nos, niso I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too easy. I've been there, done it. Boy, all that like Preživeli smo. Vsaka posebej smo na vlečnici, ker sem jaz malo prehiter naprej šla, se mi zdi, no, mislim, da je to problem. Mineja je za mano. Ja,
fail. Ampak ja, katastrofa je, megla je, tako da se nič ne vidi. Ampak dobro, lej. Se ima vsaj malo spučale. Mama GoPro zraven, sam vidljivost je pač bolj slaba. Tako da se moramo na 1 meter skupaj voziti, da se lahko snemamo. Ja, nekaj takega zgleda. Zdaj, kjer dober šot. Uhu! Ja ne znam samo ga slikati. Če ne pa do iz videa naredila. En thumbnail lahko naredimo zdaj. Jo, če bi grev, ne? Uhu! I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to? Why don't we go back to your bedroom? I had a feeling you'd come back and save me from all my slip-ups and mistakes. And I'm just pointless without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end things like we did. I'm sorry for all those promises I made you that I couldn't keep. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. Najbolj pomemben del dneva je sendvič pa kuhanček. En uro pa pol še toliko ne smo se vozile, pa že jema. Don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how. Rewind, when we rewind, feels so. Fajn je bilo, sicer megleno pa vetrona, ampak okej, kaj sem hodila reči? A ja, test, ni bilo tako hudo. Občutek sem imela, da mi je znotraj očesa pač praska, ne da mi žgačka. Ful čuden občutek, ne vem. Pol so mi tako solze pritekle, ampak drugače pa ni bilo tako grozno. In pol smo 15 minut čakale in pol smo lahko šle karte kupiti in tako naprej. Tako da sem vesela, da sem končno šla smučati, ker lansko sezono nismo šle. In ja, zdaj pa počivati, utrujena. Avto imam pa čudovit, taka packa je bila gora na parkirišču, tako da ga mogla iti uprat, fuck. Kje si? Mama je krape spekla, marmeladne pa z vaniljevo kremo. Ris dirka, zato se smim. Pa bela kava mora zraven biti. Ja. To sem še pozabila pokazati na Mum.si, sem si naročila ene bele čevlje. Take čist basic. Za pomlad, poletje, vedno je fajn ene bele imeti. This is it. Kalis, huh? Vidi. Evo, prvič je zun, odkar ga imamo. Mislim, preden da smo ga dobili, je bil itak skozi zun. Mujci, raziskuješ ti. Ma se bal, ko je veter zapihal. Kaj, Mujci?
Kako je temno zun, ura po 10 jutra pa je tema, a? To je tvoja oprsnica. Včeraj je bil prvi zun, moj moček. Ja, malo je plešast, ne vem, sem vam že povedala, malo sem zmedena, ker je imel garje v ušesih, tako da smo mogli spucati in zdaj mu dajemo zdravila in kapljico mu damo v očko, ker ima ono pegico in tista pegica se bo pozdravila v približno 4 tednih. A ne, res? Še kaj? Smo še kaj pozabili povedati? Kastriranje je bil uspešno, tako da, ja. Pridi, pokaži se malo ti, na? Divjak. Divjak. Ja, včeraj je prvič bil zun, malo me je bilo strah, sem je pol tudi sam not prišel. Zdaj grem pa počasi nazaj v Ljubljano. In da mi je ful težko, ker bi cel dan bila z mačkom. Tek skozi sem z njim, skozi ga išem, kje je, skozi se igram z njim, skozi spim z njim. Žnik imamo v avtu. Sem imela pa srečo z dežjem, pač glih zdaj, ko sem mogla iti peš sem, se ni ulivalo, pač tako v Izi je pršelo, tako da, ja, shitty weather. Ok, torej, v trgovino grem. Včeraj so se trgovine odprle, danes je sreda in upam, da glede na to, da je slabo vreme, ne bo gužve. Glino rabim. Ful ne bi rada šla v trgovino, samo moram iti. Ja, glino rabim in nisem je hodila naročiti, ker nazadnje, ko sem slikarske stvari naročila, sem čakala 3 tedne, tako da, ja, grem reč sama iskat. In kako sem se švicala, ko sem nosila glino do avta. Šla sem v City Park. Ja, in je 12 kg težka, ta malo sem vzela, še dobro. Zdaj sem se pa odločila, da grem v McDonald's, ker je super sreda. Upsi. In pol še v tuš drogerijo po suh šampon, ker sem ga doma pozabila. In jaz brez suhega šampona ne morem živeti. Živijo, srednji McNuggets meni 6. A vam dam 9, ista je cena. Lahko je. Ok, omaka pijača? Smetanova, zero kola. Smetana pa? Zero kola. Ok, to je vse? Ja. 3,80 na okenčku imate, hvala. Sem. Hihi, 9. Itak dam vzela 9, čista cena, oh my god. Oh my god. Se opravičujem za mojo navdušenost nad Macom, ampak kot veste, v januarju sem šparala in nisem glih zapravljala za Maca. Danes sem si kupila par stvari za obleči, ker si že ful cajta nisem in ful je bilo znižano in sem rekla, bom si malo privošla, ker januar je bil ful stroškovno naporen, ne vem, če je to sploh beseda, ampak ja, nisem si pa nič sebi kupila, tako da sem si zdaj, ja, glino sem tudi za sebe kupila, ampak hkrati tudi za stream, ker bom kiparla na streamu. V soboto imam 12-urni stream, če koga zanima. To soboto, ja. 13. Dan. Ja, tako. Ušlo. Zdravo. Hvala. Dio. Dio, bitches. Moje bom jedla na tuš drogeri, mislim na parkirišču. Po moje bom jedla na parkirišču tuš drogerije, ker moram iti v tuš drogerijo. Mimogrede, ful trgovin sploh ni odprtih. Kik ni odprt. H&M ni odprt. New Yorker ni odprt. Zara, Berška ni odprto. Mogoče noče odpreti, ker se bojijo, da bo spet po 3 dni se zaprli. Kar čisto razumem. Ker tresem se avat. Ok. Ok, par stvari sem si kupila, dosti je bilo znižano, tako da sem dejansko ful poceni skozi prišla. Pa ker začnemo pri teh jeans hlačah. Jeans hlačah. What? Jeans hlačah.
Jaz si vedno kupim ful visok pas, ker mi to najbolj paše na postavo. Hodila sem to barvo, ker nimam nobene džinse v tej barvi. Imam ene, ko so ful strgane, ampak bi rada ne malo manj strgane imela, tako da ja. Nisem mogla probati nič, tako da bom mogla zdaj probati, če mi je kaj prav. Vedno sem hodila to črno džins krilo in zdaj je bila tek 6 €. Te hlače so bile 19,99, to je bilo 6 €. Kupila sem si S. Upam, da mi ne bo pasel prevelika, ker po pač stegnih in riti pač mi sigurno ne prevelika. Potem sem si kupila še to krilo, ker je bilo pač 5 €. Iskreno, kje bom to nosila, ne vem, ampak prav rabila sem nekaj, ok? Rabila nekaj. Ful cajta si že nisem kaj pametnega kupila. In potem sem ugotovila, da so to v bistvu kratke hlače, tako da 100-krat boljše. Potem sem vzela to tako sprano črno majico, predvsem sem jo vzela zaradi te slike od Michelangela. Pol ta polor mi je bil ful všeč. Nekako ne ga pokažem, da ne bo čudno izgledalo. Ja, čudno izgleda. V bistvu je odrezan ven, ampak mi je ful všeč, ker lahko imaš spoteno kratko majico in pol si daš to čez še hoodie. Tako ful zanimivo in cute. Ful mi ima take lepe, malenkost bubbly rokave, ne preveč. Ja. Pol je bila še ta majčka, ki je v bistvu taka seamless majčka, se reče. Torej, kao brez šivo. Taka barva, nimam še kakve take majčke. To je to, kar se tiče oblačil. To je bilo 10 €, to je bilo pa 12. V bistvu je to bilo najdražje. Oziroma ne, hlače so bile najdražje, ampak še vedno ni bilo nič drastičnega. Nisem vam povedala, kje sem kaj kupila, se upravičujem. Stradivariusu in Pull&Bearu sem bila in glih sem seštela 59 € sem dala za vse skupaj, kar se mi ne zdi ogromno. V Miller sem si šla popraviti te škarje za strič, ker nimam primerih škarij, ker z navadnimi se strižem in potem sem se odločila, da si še te kupim. Te so bolj tak za rečenje las, tako da bom probala to, ko si konice postrižem. Ne vem, ponavadi, ko si postrižeš, se vidi, da si postrižen. Pač je malo preveč pravilnih oblik, ne, in sem probala s tem razrečiti. Zdaj ne vem, kako bo to delovalo, vam poročam. Mislim, mogoče sem celo dan strigla, ne vem še. Potem sem šla v tuš, ker sem rabila česen, začimbo česen, bešamel, ker bom delala lazanjo en dan. Potem sem si kupila te nudle, ko sem bila glih tam. Za ruki, ne, priboljške spet. Še par stvari imam v torbici, ojojoj. Tuš v drogeriji sem si kupila ta dva suha šampona. To vam tokrat pokažem, verjetno že veste, da sta to moja dva najljubša. In vedno, ko grem tuš v drogerijo, so te šamponi, suhi šamponi znižani. Ne vem, imam tako srečo, ali so vedno znižani. Kupila sem si še britvice, ker mi jih je zmanjkalo in si kupila 2 paketa, da je bilo cenejše. No, v Artu sem si pa kupila belo glino, pa modelirke, ker pač ne vem, kje imamo nestare nekje doma. Tako da ja, mislim, da je bilo to nekaj okoli 12 €, če se ne motim, ali 13-12 kilska bela glina, to je bilo pa 10 €. Ruki, pa ti res vedno veš, da ti jaz nekaj kupim, a ne? Kje zimice? Le kako imam tukaj, kam boš se vlego? Kam se boš ti vlego? Evo, probimo nove priboljške. A si ready? A si ready? Čisto pazljive z mačkami, govorim, kot da so otroci, ne samo otroci, ampak dojenčki. Tako da se upravičujem, ampak ne bom nehala, ker avtomatsko te govorim. Aj, dobro! Ful dišijo. Au! Ful so mali, mu ne morem dati usta normalno. Že me uglizno malo. Lepi še. Še to, da vam pokažem, prvič sem si naredila tedenski plan. Jaz si ponavadi delam plan samo za vsak dan, ko vstanem si naredim to-do list ali pa zvečer, preden da grem spat. Sem ugotovila, da to ni najboljša ideja, da rabim tudi tedenski plan in sem ful ponosna in vesela, tako da zdaj lahko odkljukam par stvari. Ja, Rjuki, a zdaj si dobil priboljške, zdaj pa hočeš iti? Ok, I see how it is. Pa, tež gre, drugače. Ok, ti je vroče tu. Vroče ti je, ko si tik. Debelčkan si, zato ti je pa vroče. Ano, jaz tudi, ko se zredim, mi je bolj vroče. Tako da, probajte mogoče si narediti tudi tedenski plan, pa ne pretirava. Čeprav ta teden sem jaz kar dosti stvari napisala, ker imam busy week. Ok, za konc videa bi se rada malo izpovedala vsem vam, ki me
sploh tisti, ki me podpirate. Par stvari mi leži na duši, ko me zadnje cajte malo motijo. Torej, kot veste, imam jaz tudi angleški kanal, zdaj že 2 meseca in tam objavljam isto tedensko, ampak v petek, ne v sredo. In v glavnem, ko jaz montiram, sem opazila, da sem v angleškem vlogu ful bolj sproščena. Bolj sem začela razmišljati, zakaj. Zato, ker ko imam slovenski vlog v glavi, razmišljam, kaj bom rekla, kaj bom pokazala, zato, ker dobim ful več komentarjev zdaj, a ne, in se pač folk vtakne v vsako stvar, ki jo pokažem in rečem in me malo moti in pol avtomatsko začnem razmišljati, a bi to pokazala ali bo kdo kaj napisal glede tega in jaz tega nočem, to je moj kanal, jaz ne služim s tem kanalom, res 100 € zaslužim s tem kanalom in je moj kanal. Jaz se zavedam, da ko objavim nekaj, da v bistvu s tem dajem tudi drugim na nek način pravico, da komentirajo moje življenje, ampak po drugi strani pa moram potegniti neko mejo, linijo, kaj bom sprejemala oziroma na kaj bom reagirala in vem, da se ti komentarji ne bojo končali, ampak vseeno hočem reči, da jih bom ignorirala, ker se mi ne da, ker mi ni treba. Ja, ful več ljudi imam, ful več mnenj in vem, da marsikdo dobro hoče, ampak recimo, vam bom dala kar par primerov komentarjev. Glede moje hrane, kaj jaz jem. Fulkrat se najde kdo, pa ne samo na YouTube komentarjih, ampak tudi na Instagramu, ko komentira, to ni zdravo, to je rakavo, to je to. Pač jaz vem, kaj dajem v svoje telo, moje telo je moja odgovornost in jaz nikoli nisem rekla, da se zdravo prehranjujem. Imam nek zdrav odnos do hrane, torej jaz se ful trudim, da imam neko ravnovesje in počasi pač probam spremeniti način življenja, ker ne moreš iz danes na jutri čisto spremeniti, kako boš jedel, kako boš živel, kako boš to, ampak korak po korak spreminjaš in tudi to je nekaj, ne bom kar naenkrat veganka recimo postala, pač ne morem. Jem pa manj mesa, ker pač mi niti ni toliko dobro meso. Imam rada piščanca, večinoma ostalega mesa skoraj ne jem, ampak hočem reči, da noben ni popoln in jaz nikoli nisem rekla, da sem popolna, najbolj zdrava, ne vem kaj. Potem, po mojem mnenju je življenje prekratko, da bi pač 100% zdravo živel in ja, jaz se zavedam, kaj dajem v svoje telo in se vidimo naslednjič, bye. Ja. Potem, zanj sem kupila Rukijev Whiskas hrano, ker sem šla v mali Mercator in je bila samo tam hrana. In sem dobila že ful komentarjev, pa tudi one priboljške Whiskas kupim za mačke, vedno sem jih kupovala. In si fuck, Whiskas je ful slab, moj maček je umrl zaradi Whiskasa, itd. Mislim, toliko hrane na trgu, mislim, Hofer, Lidl hrana je pa dobra za mačke, mislim, verjetno je tam, ne. Jaz sem to kupila enkrat, ker pač ni bilo druge hrane, priboljške pa skozi kupujem, ker to dobi vsake toliko. In moj maček, moja odgovornost, cenim mnenja, ampak nisem iskala mnenja. Naš maček zdaj je into the wild, pač gledam, da ima večji procent vsebnosti mesa kot pa žitaric. Ruki pa ni moj maček in mu jaz sam dajem pač par priboljškov. Zdaj ga ne hranim več, ker je malo debel in ne vem, kje vse hodi, kje vse je. Mu pa dam 2 priboljška toliko, da vidi, da nekaj dobi pri meni in me obiskuje, okej? Okej, kaj še? No, zadnjič je bil ta komentar, pač, da sem že dosti stara, da se preselim na svoje. Poglejte si moj zadnji video, kakšne stroške imam, živim v Ljubljani, ne na Muti, kjer je najemnina ful manjša kot tu. In ja, kot sem rekla, svoj denar šparam in ga investiram, tako da to je moja odločitev, itak da bi rada bila na svojem, samo pač moraš biti bolj odgovoren z denarjem, ne moreš kar, jaz hočem pa sama živeti, gremo živeti na svoje in živeti iz meseca v mesec. To ni, tako jaz nočem živeti, če nekdo hoče, kakorkoli. V glavnem nočem, da mislite, da nočem nobenih komentarjev ali pa kaj, sploh pa ne tistih dobronamernih, pa ponavadi, če me kaj zanima, vedno vprašam, rečem, ne vem, recimo, ko me je čebela pičila, sem bila kako si pač ublažiti bolečino oziroma kako ublažiti tisto zaotečenost, ne vem, to je tak primer. In tega, kar zdaj govorim, je, da se bom provala ne obremenjevati s tem. Tudi če bojo komentarji, nima veze, pač ne bom se počutila, da moram kaj razložiti. Nočem, da te vlogi fake postanejo, ker to sploh ni point mojega kanala. Moj kanal je res tak najbolj sproščen, sploh redko kaj planiram, pokažem te kot je in nočem preveč filtrirati stvari. Mislim, jaz itak imam nek filter v sebi, ne pokažem čisto vsega, kar se v mojem življenju dogaja, sploh kadar se tiče drugih ljudi, ampak kar pa sem jaz sama tukaj, pa vam vse pokažem in nočem imeti tistega filtra v glavi, kaj bo kdo rekel, kaj bo to komentiral, a lahko jem to omako, a lahko jem oni riž, ali je
cancerous. To je to, upam, da razumete, kaj sem hodila povedati. Saj jaz vem, da se ful preveč stvarmi obremenjujem, ampak sem videla, da podzavestno filtriram stvari, ko snemam za slovenski YouTube kanal in ne bom več, ok? Ne bom več nič filtrirala. Danes sem jedla McDonald's, vem, ni zdravo, vem, je fake hrana, bolj kot ne, ampak vsake toliko si pač moraš privoščiti nekaj v življenju, ok? Ok? Leave me alone. I'm just a small town girl living in this lonely world. Hashtag cringe, bye. Oh my god, skoraj sem pozabila. Hvala za 9000 naročnikov. What the heck? Hvala ful, se ful veselim 10 000. Po moje, nekaj za 10 000 bi pa že lahko kako nagradno igro naredila, ne? Ne vem še točno kam, ampak bom nekaj naštudirala, imam še nekaj cajta, tako da ne se prehitro subscribe. Missing someone.